Iz Slovenije pa se zdaj selimo v Ukrajino. To je največja država v Evropi, meri toliko kot 30 Slovenij in v njej živi več kot 46 milijonov ljudi. Leži vzhodno od nas, med Evropsko unijo na zahodu in Rusijo na vzhodu. Rusija in Ukrajina sta bili več desetletij tudi v eni državi. Zdaj pa je Ukrajina že več kot 20 let samostojna. A Rusija si z Ukrajino želi še vedno sodelovati in trgovati, prav tako si z njo želi sodelovati in trgovati tudi Evropska unija. A tu se je pojavila težava. In zato v Kijevu, glavnem mestu Ukrajine, že nekaj dni potekajo množični protesti. Na tisoče demonstrantov opozarja, da niso zadovoljni z odločitvijo vlade. Zakaj? Podrobno pod lupo. Vihrajo zastave Evropske unije, na transparentih piše Ukrajina je Evropa. Protestniki so jezni na vlado premierja Viktorja Janukoviča, ki je obravnavala podpis pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo. Ta sporazum bi med drugim omogočal, da bi Ukrajina lažje trgovala z državami Evropske unije, torej tudi Slovenijo. Vlada je napovedala, da tega sporazuma ne bo podpisala. Ukrajina se namreč boji poslabšanja odnosov z Rusijo, s katero veliko trguje. Tja izvozi mnogo svojih izdelkov, Rusija pa Ukrajino oskrbuje z zemeljskim plinom. Kljub temu pa množice na ulicah zahtevajo, da poleg sodelovanja z Rusijo vlada odpre vrata Evropski uniji. Protestniki hkrati izražajo podporo tudi nekdanji predsednici vlade Juliji Timošenko, ki je obsojena zaradi kršenja zakonov in zdaj že 2 leti prestaja zaporno kazen. Mnogi menijo, da je v zaporu po nedolžnem in da so jo tja spravili prav politiki, ki so zdaj na oblasti in ki nasprotujejo povezovanju z Evropsko unijo. Timošenkova je dejala, da je zavrnitev sporazuma za Ukrajino velika napaka. Torej, protestniki v Ukrajini želijo, da bi njihova država tesneje sodelovala z Evropsko unijo, ter da bi oblasti izpustile nekdanjo premierko Julijo Timošenko.